kuharstvo sicer ni športna panoga, ni tek na 100 metrov, je pa tek na ovire. En del panoge vidite na tejle mizi, kot zanimivost, miza je velika 3x4 metre, kar pomeni, da je treba zapolniti 12 kvadratnih metrov. Vsaka ekipa se zamisli po svoje, kaj bo koncept mize. Mi smo se v letošnjem letu odločili, da bomo poskušali promovirati slovensko čebelo. To je v bistvu današnja prva postavitev in osnutek, ki ga bomo mogli v naslednjih 14 dnevih še izpiliti. Kar je pa bolj pomembno, so pa razstavni eksponati. To se pravi, ekipo sestavlja 6 tekmovalcev, ki morajo skupaj pripraviti vse te krožnike, ki jih vidite na mizi. Števši, to se pravi, od hladnih predjedi pripravlja se plošča za 8 oseb z krožnikom predstavitve za eno osebo. Potem se nadaljuje za vegetarijansko ploščo za 4 osebe, zopet predstavitvenim krožnikom, 4 inovativnimi jedmi, ki morajo biti pač zamišljene po neki lastni kreaciji in še nevidene. Potem je meni s 5 hodi, potem so 4 sladice, če gledamo po tej strani, zopet inovativne sladice, ki pa se jih da pripraviti za 100 oseb. To se pravi, v vsakem hotelu bi jih načeloma mogli pripraviti za 100 oseb in vse mora biti identične. Potem je 6x po 6 različnih malih pritiskov v obliki sladic. To se pravi, ali so to minjoni ali mali piškoti, bize ali kaj podobnega. Potem se nadaljuje z skulpturo, ki je žal danes ne bomo še postavili, ker jo Alenka še pripravlja v ozadju, ni še čisto idejno dokončana. In če se vrnemo potem na drugo stran, so mali prigrizki v obliki finger fooda, 4 pripravljeni toplo in 4 pripravljeni hladno, ampak vse skupaj razstavljeno hladno. Vse te jedi, ki jih boste tukaj videli, so še mizirane, kar pomeni, da so prevlečene z spikom, zaščitene v bistvu pred vplivi zunanjimi toplote, oksidacije in podobno, zato ker te eksponati stojijo zjutraj od 5. ure pa zvečer do 6. ure na razstavnih mizah, kjer si jih potem lahko obiskovalci, seveda, ko jih komisija oceni, ogledajo. Cela postavitev, odločili smo se, da to naredimo zaradi tega, ker imamo potem vedno težave, če ne postavimo doma in potem se pokaže kakšne tehnične težave, tako da danes, bomo vse tiste pomanjkljivosti odpravili. Sigurno boste vi tudi opazili še kakšno pomanjkljivost, ampak načeloma je zasnova taka, da bo spodaj trava, vsi krožniki so postavljeni na steklene podstavke in spodaj potem pride kraški kamen. Zgoraj, če pogledate, so v bistvu satnice, na katerih potem dol visijo te čebelice, pri rožah smo še v dilemi, katere bodo, in med rožami dol spodaj pride še posut cvetni prah. Potem druga disciplina je pa kuhanje menija. Meni se kuha za 110 oseb. Je 3-hodni meni, s tem, da so na krožnikih, to se pravi 2 predjedi, in na krožniku za glavno jed sta prav tako 2 kombinirani glavni jedi. Vsi krožniki morajo biti identični, se pravi, se ne smejo razlikovati. Kuhari, ki tekmujejo, to se pravi, v 5 urah morajo ta meni pripraviti. Ne vejo nikoli, kater krožnik bo šel v komisiji, to se pravi, da treba biti strašno pozorno od prvega do zadnjega. Ocenjuje se pa tudi, kako so krožniki prodani, to se pravi, vsi krožniki morajo biti na tem tekmovalnem dnevu prodani. Naenkrat mislim, da tekmuje 8 ekip, ne? To se pravi, to izgleda tako, kot če si predstavljate gospodarsko stovišče v Ljubljani, pa so boksi narejeni z ogledali, kompletno kuhinja je obdana z steklom, ogledali, tako da vsak obiskovalec lahko vidi, kaj se v kuhinji dogaja, prav tako se pa komisija sprehaja. Komisija bo v bistvu spremlja vse od tega, kaj se prinese v kuhinjo, to se pravi živila, ne vem, zelenjava in podobno so lahko obdelani do te faze, da jih ni treba tam čistiti pa prati, rezati, oblikovati te zadeve je treba vse delati na tekmovalnem prostoru. Po končanem tekmovanju komisija tudi pregleda, kakšen je bil ostanek, to se pravi, da izplen teh porcij mora biti maksimalen in čim manj odpada. Sestava krožnikov sama je pa pogoj, to se pravi, da je vključena tako zdrava prehrana, kot te sodobni trendi, to se pravi, da porcije niso prevelike, da je sestava krožnika, to se pravi, dovolj vitaminov, ogljikovih hidratov, mesa,
pa seveda tudi barno usklajeno in prikazano čim več kuharskih tehnik. To se pravi, na enem krožniku skratka treba zadovoljiti tako, da se pokaže kuhanje, pečenje, sortiranje, filiranje in podobne zadeve. Skratka, čim bolj zakomplicirano je, tem boljše je. Res pa je, da je treba, v bistvu ekipa mora to natrenirati, tako da to lahko pripravi v 5 urah. In recimo naslednji trening, ki ga pripravljamo, zadnji trening, ki ga pripravljamo v kuharsko olimpijado, bo naslednji teden v torek v Grand Hotelu Toplice na Bledu.